To ni stvarjenje po Ostrško, pa poved o stvarjenju po Ostrško. Zdaj, če to Ostržek, ali je to potem zelo resna stvar, a ne preveč. Tako, bomo predstavljali, kar začeli. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Kdo bo nastopil vlogo Boga? Jaz. Zakaj imamo ti, Maček? Poslušaj, on se mi zdi za to vlogo še najboljši. Pa tudi najlepši sem. Kakšna pridržnost. Poslušaj, če ti moti, te bom opraskal. A veš, da imaš glavo podobno roparju? Nehajta! Vrnite se na svoja mesta. Moramo biti resni. Potrebno je pripovedovati zgodbo o stvarjenju, kako je Bog ustvarjal iz nič. No, te stvari so resnične, ne gre za pravljico. Pravi imaš. To je Sveto pismo, Božja beseda. Z vsem spoštovanjem začnimo znova. Za vlogo Boga bi potrebovali očeta. Poglejte, tam je. Točno, pridimo s Pepe, postavi se tukaj na sredino. Tako, ti moraš narediti, ali si vsaj predstavljati, kako je Bog ustvarjal zvezdnato nebo. Tukaj vidiš je zemlja, no, pa nam pokaži, kako jo je Bog ustvarjal. Jaz bom naredila malo hrupa, da posprejim to dejanje. Ne, tako pač ne gre. Naj bo tišina. Bog ni delal hrupa, ko je ustvarjal svet. Prerok Elija pravi, da Bog ne prebiva v bliskanju, niti grmenju, pa tudi ne v ognjem potresu. V proroku Bog prebiva v tišini in je v tvoji bližini. Prebiva v rahlem šumenju, ki te prebudi v jutru. Torej mislim, da je bil Bog takšen, ko je ustvarjal svet. In tako se je porodilo življenje, z rahlim dihom. Prej ni bilo še nič, pravzaprav bil je on. Bog je bil tam od vekomaj, sredi temnih nebes. Joj, kako si dolgočasil. Tega ne moramo vedeti. Kako lahko vstopiš v Božje doživljanje? Mogoče je bil pa prav zadovoljen v temnih nebesih. Saj ni bilo niti neba, preden je Bog rekel. Naj bosta nebo in zemlja in vse ostalo. Nič ni bilo, prav nič. Edino on je že obstajal. Ne razumem, pa tudi ne verjamem. Tega ne moreš razumeti. Lahko samo verujemo, sicer bi bili mi kot Bog. Rajši bi bila Bog kot jaz. Pazi, kresnička, ne dela se norca. Mir, že spet se krigate. Ti bi morala imeti več spoštovanja do starejših. In ti, mojster Pepe, pa več razumevanja. Kresnička se je spustila na napačno pot. Tako se začenjajo hude težave. Nevarno je namreč stopiti na mesto Boga. Nadaljujemo z branjem Svetega pisma. Torej, ko sta bila nebo in zemlja ustvarjena, je Bog videl, da je še čista tema in je rekel: Naj bo svetloba. Oprosti mi, mojster Pepe. Mislim, da Bog ni govoril tako tiho. Morda je rekel: mijav, naj bo svetloba. In ostala je tema in tako bo. Bog je rekel, naj bo svetloba. Mogoče je pa to naredil s srcem. Ali bi uporabil slikalo? Jaz vam rečem, da je bilo ob tem dogodku veliko hrupa. Daj, prebudi se, svetloba, je rekel Bog. In on še vedno ne neha smrčati. Ne, tako ne gre. To ni pravi način. Spomnila sem se. Naredimo vsi skupaj. 3, 4. Naj bo svetloba, svetloba. To ni dovolj. Moramo najti kakšno drugo pomoč. Pomagajte nam vi, ampak potihoma, brez opitja, kot da bi želeli povedati skrivnost svojemu prijatelju. Torej pazite, Bog je rekel: Naj bo svetloba. In bila je svetloba. Kaj ste me čakali? No, pa sem tukaj. Jaz sem Božji pogled, ki se spusti na zemljo prav ob njenem nastanku, da bi videli njeno lepoto. Bog mi je rekel: leti nad vinogradi, nad cvetočimi travniki, božaj gori, napolni zemljo z vsakovrstnimi barvami.
teboj bodo prepevale ptice, po noči bo nastopilo jutro. Prebujali se bojo telički in kravice in pajek bo pletel mrežo. Jaz sem Božji pogled, ki se spusti na zemljo. Sem veselje v tem čudovitem plesu. Ko je Bog ustvaril svetlobo, se je na zemlji začelo življenje. Bog je ustvaril ribe v morju in videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril ptice na nebu in videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril piščancev kokošnjakov. In videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril ribiške valutke. In videl je, da je bilo dobro. Mijav. Bog je ustvaril tudi psa. In videl je, da je to dobra stvar. Bog je ustvaril oblake in metulje. In videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril šolo in počitnice. In videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril glasbo in ples. In videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril purana in vodlasico. In videl je, da je bilo dobro. Bog je naredil grmenje z velikim hrupom. In videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril jagode in vijolice. In videl je, da je bilo dobro. Bog je ustvaril dež, mijav in potem sonce. In videl je, da je bilo dobro. In ko je Bog naredil vse to, je rekel, naredimo človeka po svoji podobi kot svojo podobnost. Živini in vsej zemlji. Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka. Zakaj ni vzel posle sam? Ne vemo, Ostapete. Bog je pač vzel nekaj zemeljskega prahu, da ga je izoblikoval. Oprosti mi, moj Ostapete, ampak iz lesa se delajo lutke. In kot sam dobro veš, so lutke včasih zelo navihane, a ne? Prav. In takšni so tudi mački. Mijav, tudi lisjaki so navihani. Umirite se! Nadaljujmo. Bog je torej iz zemlje naredil človeka. Njegove nosnice je dahnil življenjski dih. Jaz ne verjamem. Draga krsnička, to ni pravljica, to je... Predstavljaj si, zakaj bi si moral roke mazati zemeljsko prstjo, če bi lahko samo zamahnil z roko? Morda je Bog naredil človeka iz prsti prav zato, ker zemlja diši po življenju. Mar niste že kdaj zaduhali to vonjavo, ko se je pripravljalo na dež? Zato jo imenujemo Mati zemlja, ker nas je Bog naredil iz njenega naročja, kajti življenje prihaja iz nje. Ali ni to čudež? Sveto pismo pravi, da je Bog naredil človeka potem, ko je že ustvaril reke, morja, gore, rastline in vsako drugo živo bitje. Človeka je naredil potem, ko je bilo že vse pripravljeno. Pripravljeno zakaj? Da sprejme tebe, da ti da prostor za bivanje, družino, rože, da duhaš njene vonjave, sadove, da jih okušaš in nekoga, da ga imaš lahko rada. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog jo je blagoslovil in Bog jima je rekel, bodite rodovitna in množite se, napolnite zemljo in si jo potvrzite. Gospodujte ribam v morju in pticam na nebu, ter vsem živalim, ki se gibljajo po zemlji. In Bog je videl, da je bilo dobro. Ne, lisjak, ne delaj tega! Počakaj! Ne, lisjak, ne! Pomiri se, vse knjiga ni tvoja, bom jaz videl. Pa, ne vidiš, da... Da kaj? Nič.
Ne, sej, kar povej, sej te vsi poslušamo. Dejstvo je, da so v knjigi zapisane tudi manj lepe stvari za pripovedovanje. Kaj res? Res je, mojster Pepe. Če nadaljujemo to zgodbo, sledijo še hujše stvari. Potem kaj še čakamo? Ne, počasi, kriznička, počasi. Hočem vedeti, zakaj gre. Ne pokvari našega praznovanja. Pokvariti praznovanje? To je vendar trenutek veselja. Vsi smo veseli tega, kar je ustvaril Bog. Zakaj praviš, da bi kresnička otegnila pokvariti praznovanje? Če nadaljujemo to zgodovino, bo potrebno pripovedovati tudi o velikih bolečinah in trpljenju. Potem se postavimo tukaj. Jaz nočem iti naprej. Pa kaj še? Nadaljujmo. Ne smemo se ustaviti, moramo iti naprej. Rekla si, da sledijo tudi manj lepe stvari, če nadaljujemo z branjem. Prav res, začelo se bo tudi gorje. Kaj se temu ne bi mogli izogniti? Ali pride tudi Bog, da nas reši? Jaz sem tega dovolj. Hočem brati zgodovino, na pamet se bo naučila. Jaz hočem brati. Hočem vedeti, kako gre naprej. Ne, Ostržek, ti pa ne smeš, ti si še otrok, tega ne smeš brati. Pa tudi navadna ljudka si. Poslušaj, Ostržek, kar ti pravi. Dovolj, hočem brati. To, Ostržek, ne dej se. Torej, berem. Koča. Jo, koča, kaj pa je to? Kakšna koča le? Kiča. Še nikaj ne slišal. Jaz vem, o kom govori Sveto pismo. Dej, samo, ok. Skratka, K.A. Kača je bila bolj prekarjena, kakor vse živali na polju, ki jih je ustvaril Gospod Bog. Razumljivo zdaj? Kača je bila, ok? No, kača. No, kača, ki je bila prekanjena, se plazila, zvijala, zvalovala in deloma tudi žvižgala rakom. Ta kača se približala ženi in ponudila jabolko oziroma sadež in rekla, kaj misliš, da se bo zgodilo, če ušedla od drevesa sredi vrta? To je dober sadež, daj, poskusi. Ne morem tega jesti. Pa zakaj ne? Bog je rekel, jejte od vseh dreves v vrtu, le od drevesa sredi vrta nikar ne jejte. Ja pa, zakaj ne ješ? Se vidiš, da je dober sadež. Dej, poskusi. Bog je rekel, če boste jedla od tega drevesa, boste umrla. Pa kaj še? Umreti zaradi enega sadeža. Verjetno imaš zelo slabo prebavo. Sadež je lahko tudi zastrupljen, poznam to zgodbo. Nekoč je bilo vsi neke kraljice. Ja, lej, ne skratim zgodbo. Kraljica je spraševala ogledalce na steni poved, katera na deželi. No, v glavnem, v tej zgodbi se... Bog je vknježer, potrpi malo. V tej zgodbi ni bilo nobenega zastrupljenega sadeža. Šlo je le za preizkušnjo pokoščine Bogov. Od vsega v vrtu lahko ješ, le od tega drevesa ne smeš jesti, je bilo rečeno. Sam umreti, mislim, jesti sadež, zakaj je tako prepovedano? Mislim, za mene lahko tudi kaki, kjerkoli drug sadež, sam ne vem, zakaj ne bi smel jesti. To stvar morate razumeti. Za nas je dobro, da poslušamo Boga in ga ubogamo. Če je Bog rekel, da to ni dobro za nas, potem ni. Sam, mene zanima, svoboda. Kje je tukaj svoboda? Pravi imaš. Svoboda! Svoboda! Vseeno moramo zaupati Bogu. Če on pravi, da od tega drevesa ne jej, zakaj bi bilo to tako težko? Jaz ne razumem. Poslušaj, Ostržek, veš, kako se to drevo imenuje. To je drevo spoznanja dobrega in hudega. Pomeni, da samo Bog ve, kaj je dobro in kaj je slabo za nas. Saj nas je vendar ustvaril, zato mu lahko zaupamo. Sadež je samo preizkušnja. Če pa boš danes jedel, boš jutri delal še druge slabe stvari. Tisti, ki bodo prišli za teboj, bodo počeli enako. Iznašli se bomo v velikih težavah. Če smo nepokorni, se oddaljujemo od starnika. In če se oddaljimo od njega, moramo umreti. Veš, kača mi je rekla, če boš jedel od drevesa sredi vrta, boš kakor Bog in to ni malo. In tako boš lahko stvari počel po svoji volji. Poglej, Ostržek, mi smo Božji otroci in ne moramo določati, kaj je dobro in kaj je slabo za nas. Njega preprosto poslušamo in mu zaupamo.
Zaupati čemu? Zato, ker nas ljubi. On ti želi dobro. On ti zaupa in ti lahko zaupaš njemu kot prijatelju. Samo, jaz bi še zmer rad vedel, kaj je narobe v tem, če poješ en sadež. Jaz želim poskusiti. Želim razumeti in vedeti, pa če tudi umre. Druščina gremo, jaz želim poskusiti. Jo, tako lepo igra. Vse je končano. Izgubili smo vsako upanje. Ne govori tako, mojster Ferde. Upanje ne umre. Mogoče čez čas, kdo ve. Vidite tudi vidva, ki sta luč? Pa res, to je zvezda. Jaz ne vidim prav nič. Pozabil sem na očala. Imaš jih na nosu? Na to sem pa pozabil, ampak še vedno nič ne vidim. Dobro pogled, Pepe. Če ti rečem, da nič ne vidim, vse je črno. Potem pa zapri oči. Sedaj vidim tudi jaz. In to je zvezda. Torej, še vedno je upanje. Zgleda, kot da se začenja nova zgodovina. Še lepša zgodovina. Ta luč sveta, biser poslan z neba, ki razsvetljuješ dan. Žare prijateljski, ki osvečuješ nas, notranjost nam podreš. Ti si kot zvezda v tebi, sredini sredi noči. Ti si kot ogenj žareš, ki iz ljubezni gori, dajem vsem dobro. Ti si ta